En lep dober večer, Tanja Skase z vami v četrtek, ne 2020, malce kasneje, ker se je pri nas na morju ulilo, vendar ulilo, se sploh ne vem kako se, malce ulije in pa hitro blazine pospravita, tako da zato malce zamude. Upam, da ste v redu, upam, da ste še nekateri na morju, tisti, ki še niste na morju, upam, da vas čakata dopust, da boste ga lepo preživeli. Mislim, čeprav jaz tako rečem, dopust bi mogel biti vsak sleherni dan. Če živimo to svoje poslanstvo, če verjamemo v to, kar počnemo, potem je ne vede, kje smo, ali smo na morju, ali smo doma, lahko imamo dopust. Tako da pri meni je tako. Jaz imam tudi tle pisarno, tudi tle delam na morju, ampak v vsakem primeru je pa lepo malce zaplavati, pa potem priditi nazaj v dom. Ok, če se spomnite na prejšnjem liveu, danes bom pa res poskušala biti kratka, da bom samo dala nekih istočnic, ki se mi zdijo dobre in predvsem konkretne za to, da se zavedate, kako lahko ženske, oziroma ne samo ženske, kako smo res kreatorji svojega življenja ali pa kako se res vse da. Še vedno priporočam, da tisti, ki še niste prebrali moje knjige, vzamete in preberete, ker tam res napišem, čisto se slečem. Če pa ste že prebrali knjigo, pa če vidite, da bi želeli delati malo večji korak, pa definitivno je pa akademija ali pa obred za vas. Ok, ta druga točka, če se spomnite iz duhovne šole, 6 sem jih naštela, ena je bilo, da se učimo eno drugega in sem opisala primer, kako se učim tudi od mojih strank. Vedno se učimo, vedno. Tudi če vi mislite, da ste najboljši, se vedno učite od strank, samo če želite. Danes bi se pa rada dotaknila opolnomočenja. Predvsem vedno sem si želela, čisto vedno, odkar pomnim, mogoče li zaradi tega, ker ko imaš otroštvo malce težje, pa potem najstniška leta, vedno se mi je tako zdelo, sem že enkrat govorila, da nisem imela kaj dosti prijateljev, ker sem od 16 leta začela delati in ko pol hitro začneš delati, v resnici nimaš časa za prijatelje, ker moraš delati, potem se uči za faks, potem je še partner, pa so še starši, kje šele potem karkoli drugega. Tako da ni časa za prijateljstvo, tako da naslednji moj video bo res usmerjen v prijateljstvo in takrat, da vas vidim, takrat bom slehla, da vidim, koliko je v resnici prijateljstva med vami. Komaj čakam ta video, ampak danes je opolnomočenje. Zakaj sem izbrala ta video? Zaradi tega, ker marsikdaj je tako, tudi napisala sem nekaj ali ne, zdaj noter v tej prvi podstavki. Marsikdaj ženske rečejo, ja, ženska žensko težko opolnomoči. Če se spomnite mojih stavkov, vedno stojim za tem, in to so mi vsi ti obredi dali, da samo ženska lahko da življenje in samo ženska gradi odnos. Če ženska zna graditi odnos, ga bo zgradila tako v družini, tako v podjetju, tako v prijateljstvu, tako med, kolegi, med, kjerkoli pač je. Če ženska ne zna graditi odnosa, potem zelo težko, da je ženska. Čisto iskreno povedano. Tako da naša naloga je, da gradimo odnose, da povezujemo ljudi, da smo iskrene, predvsem da smo iskrene, kar ti iz naših ust, pa če gre iz srca, je to pod pravo frekvenco in lahko naredi marsikatero spremembo. Ok, zakaj to temo opolnomočenja? In zdaj najboljše, da se navežem predvsem na akademijo, zaradi tega, ker se mi zdi tako najlepši primer, realen primer, resničen primer in zdaj kmalu že začenjam s 3. akademijo. In se mi zdi, da mogoče iz tega pokažem, kako lahko ženska eno drugo polnomočimo. Zdaj, lahko bi vzela kejse, ampak bom vzela mogoče mojega, pa iz tega mojega kejsa potem opisala, kaj se tudi dogaja, kako lahko ženska eno drugo opolnomoči. Marsikatera ženska reče, jaz se ne znajdem v ženski družbi. Jaz med 30 ženskami groza. Prvo sporočilo, katero, draga dama, bi ti rada podala, takoj, ko se ne znajdeš med ženskami, to samo pomeni, da se ne želiš spoznati. Kajti vsaka ženska ti nastavlja ogledalo, vsaka ženska ti sporoča, v čem si dobra, v čem si manj dobra in
tiste, ki jih pa sploh ne zaznaš, ti pa sporočajo, da nimaš nič skupnega z njimi. Oziroma te ne motijo, ampak ti tudi ne sedejo na dušo. Ampak nad za to. To pomeni samo s to žensko nimaš nobenih vzorcev, skupnih destruktivnih vzorcev, da bi se lahko učila ena od druge. Marsikdaj je tako, ko ena ženska ima kakršenkoli izziv, meni je najlepše zdaj, ko smo že 2 leti smo že skupaj s puncami, ko punce rečejo, my God, ko da bi jaz govorila, ko da bi jaz to govorila. Seveda, vse kejsi so enaki, samo da na določeni stopni zavibriramo. Naprimer, v poslu mogoče zavibriramo visoko, mogoče malo manj. Čisto vsaka, ki pride k meni, rečemo tako, večinoma, da ne bom zdaj rekla čisto vsaka, ni v vlogi žrtve. Če je v vlogi žrtve, v prvem letu zazna, da ne želi biti v vlogi žrtve in želi postati zmagovalka. Kaj to pomeni? Ve, da žrtev vedno daje moč drugim, ne daje sebi, ker teh je malo morje. In ja, če bi tako zdaj rekli, zelo veliko je žrtev. Kdo so osebe v vlogi žrtve? Največkrat imajo zelo močen ego otroka. In ta ego otroka na tak način, ko se jim karkoli zgodi, da čutijo, da morajo takoj napaditi, po drugi strani napadejo, po eni strani pa takoj morajo z nekom deliti to informacijo, ker ko delijo informacijo, dobijo hrano od nekoga drugega. In jaz ocenjujem, da na moji akademiji imam zelo malo žrtev, ker so to večinoma osebe, ker mislijo, da vse morajo same. Čisto vse morajo same. Tudi ko se znajdejo v nekem čudni situaciji, ne bodo odreagirale na način, da bo iskale pomoč. Seveda akademiji potem iščejo. Se ne iščejo pomoč, iščejo samo opolnomočenje. Predstavljajte si, ko vam gre karkoli narobe, sej ti ne moreš najti osebe, da bojo tebi dale čudežno palico, začarale in dale rešitev. Ampak ti vse, kar iščeš nekoga, da te napolni z ljubeznijo, da narediš korak naprej. Dejansko opolnomočenje pomeni to, da znaš prepoznati v drugi osebi tista, ki te moti. Če se spomnite mojih besed, jaz vedno tako rečem, takrat, ko so me osebe motile, sem rada stopila do njih, da vidim, oh my God, kateri vzore še nisem rešila. Potem naslednja zadeva, katera je, spoznaš, da smo si vse zelo podobne. Vse navzven na nek način, tako kot jaz pred leti, iskale potrditve od drugih. A sem v redu oblečena, a v redu govorim, a je v redu nastop, a se bom komu zamerila, a bom dovolj všečna, da bodo vsi rekli, da sem okej, da sem top. In pol spoznaš, da tega sploh ne potrebuješ. Da v resnici te nihče ne more, okolica te nikoli ne more osrečiti, koliko lahko ti sam sebe osrečiš. In zato spet govorimo o polnomočenju. Zakaj? Ker ti spoznaš svojo udeleženko ali pa svojo kolegico zraven, da ona ima čisto iste izzive kot ti. Spomnim se ene moje udeleženke, ko je prišla na akademijo, drugo akademijo je prišla, drugi modul, je prišla pa je rekla, jaz sploh nisem za tole. Meni tole sploh ne odgovarja. Pa ta se najlepš potem odpre. Najbolj pomembno je, da najprej vidi kontra, da to sploh ni za njo, takrat, če si dovoli, takrat se najbolj odpira. Najlažje se je zapreti pa reči, to ni zame. Največ se naučite ena skozi drugo, ker nastavljate ogledala. Jaz si bom malo naštela, kaj pomeni opolnomočenje, pa boste pa videli, ali se slučajno najdete v tej situaciji. Spomnite se mojih tisti, ki me spremljate, že sem prepričana, da poznate zgodbo, da ko sem začela v Skazi, sem mogla biti menedžerka, prava menedžerka in odreagirati tako, kot je prav. In marsikdo me je zaradi tega imel, ona je taka, ne tja, gor dol sem tja. Marsikdo me je pa zaradi tega najbolj opazoval in gledal, kaj se dogaja. Upa si, naredi spremembo. Vseeno je, kaj kdo drug misli. In ko so še videli zraven, da so rezultati, so rekli, oh my God, uspeva ji, ona pa to zmore. Evo, to je tudi bistveno pri opolnomočenju. Marsikdaj slišim delodajalko, vodjo, ne upam svojemu sodelavcu povedati, da ni dober,
da tega ne zmore. Ali pa ne upam vodji povedati, moji vodji, da za božjo voljo naj mi pusti samo, da delam, ker raje delam, kot se pa ukvarjam z birokracijo. In ko osebe spoznajo, da bolj ko so iskrene, bolj ko živijo sebe, da so bolj srečne, bolj uspešne, my God, to je ko juriša, veste, to je tako, strastjo grejo v polno akcijo, to je opolnomočenje. Zaradi tega, ker vidiš, da se oni drugi to dogaja in porečeš, kaj boš ti naredila, kaj boš pa ti naredila, super, gremo, akcija. In najbolj pomembno pri opolnomočenju je, da ne delate s tem, da bi kar tako rekli, jaz ti privoščim, ampak da spoznate najprej, da ste vse lahko ranljive. Ranljivost ne pomeni biti v vlogi žrtve. Jaz imam nekaj oseb, ko so v vlogi žrtve in ko jim rečem to, zamerijo, najprej zamerijo malo so hude name, tako ko rečem, zdaj pa dost, zdaj pa ven iz vloge žrtve, gremo se postaviti v vlogo zmagovalko, malo zamerijo. Ampak zakaj? Ker se zavedajo, se hitro potem skočijo ven iz te vloge, zaradi tega, ker se zavedajo, ker če je v vlogi žrtve vso moč daje drugim, da jo drugi vodijo. Zmagovalka nikoli ne da moči drugam. Zmagovalka vedno želi obdržati to moč, da jo ima ona. Kaj še pomeni opolnomočenje? Prej sem govorila, da marsikatera žrtev je rada, žrtva, ker govorim zdaj o ženskah, je rada v vlogi, je v egu stanja otroka. To pomeni, napade in pol misli, super mi je šlo. Ženske ne napadamo, ženske ne znamo napadati. Tudi jaz sem včasih napadala. Ženske slišijo, ženske gradijo odnos, ženske vprašajo, kaj te boli, da poskušava rešiti, da naj jo ne bo bolelo. Ženska eno drugo žensko zaznava preko energije. Ne rabi nič povedati. Jaz mogoče s katero ne rabim nič povedati, jo samo pogledam in ona pogleda mene in veva, kaj misliva. In to vse veste. Čisto vsaka od vas ve. Čisto vsaka od vas ve in vsaka še vedno dela eno te isto. Da govori na polno, ne da bi se spomnila, my God, se brez veze dogovorim, zato ko ve, kaj mislim. To pomeni, opolnomočenje je, da se čutita z energijo. In da si dovoli pokazati in reči, zdaj rabim pomoč, ampak rabim jo samo zato, da me napolni z ljubeznijo, ker vem, da jaz to zmorem. Malo sem si zapisala stvari, zato da ne bom predolga, pa zato, ker sem s sinom na morju in super preživljamo 4 dni. Vsak dan imamo neko aktivnost in sem obljubila, da bom hitro prišla dol. Sem si napisala, kako veste, da potrebujete nekoga, da je dosti biti oblečena v najlepših oblekah, biti našminkane, frizuro poštimano. Zdaj veste, zdaj me boste pogruntali vsi, da v poletnem času se zato ne strižem, imam čopek, zato ko nimam frizerk, ker ni frizerk toliko tle in se ne morem kje dogovoriti in potem imam skos čop. Ampak včasih, se spomnim pred časom, ni šans, da ne bi imela frizure, da ne bi imela prave obleke, pa da bi stopila pred kamero. Jaz vam naštela nekaj stvari, katere lahko dobite na akademiji. Moja akademija. Dejansko izključno dajem znanja, tiste znanja, pa ne samo jaz. Tokratno akademijo sem se odločila malo drugače, da sem povabila nekaj mojih kolegic zraven. Dobro, saj jih že prej imam, ampak zdaj pa mislim, da je še pa prav, da jih pa malo več dodam zraven, zaradi tega, ker želim, da slišite ne samo iz mojih ust, ampak tudi od drugih ust. Želim, da slišite, ko vam bo rekla, my God, kako mi je bilo težko, ampak sem vedela, da bom zmagala. Želim, da se zavedate, da bolj, ko boste šle v svojo notranjost, bolj srečne boste, bolj boste uspešne, delale boste točno tisto, kar želite delati. Bolj boste odkrili svoje poslanstvo, ne da vam drugi govorijo, kaj je vaše poslanstvo. Bolj boste rekli, oh my God, lahko delam 10 ur in to je to. Katere stvari pa vem, da tiste ženske, ki želite se pridružiti, imate izzive. In jaz vam jih bom samo naštela. In če ste med njimi, vem, da boste ta del potem izboljšale. Seveda, definitivno boste izboljšale, zato ko moja hrana je
vaša lastna vrednost. To pomeni, ko vi, ne to, da se pridružite akademiji ali pa kjerkoli, ali pa kakmu coachingu, pa karkoli. Pri meni je moja hrana, da vidim vašo vrednost, tako na osebnem kot na poslovnem področju. Zaradi tega, ker po duši sem pa še vedno gospodarstvenica. In po duši, zakaj sem gospodarstvenica? Ker prvi denar sem si sama zaslužila. In tudi prepričana sem, da vsaka izmed uspešnih oseb se zelo dobro zaveda, kaj pomeni zaslužiti denar. Ok, stvari, katere na kratko samo, da jih slišite, če želite, da boste opolnomočene točno tako, da boste poskušali devati maske dol, razkrivati svoje izzive in vedeti, da niste sama. To pomeni, če si ne dovolite pokazati svoje ranljivosti, potem je akademija prava stvar za vas. Zakaj? Ker tam boste videli, kako se slačimo ena drugo, ne slačimo dobesedno z obleko, ne slečemo se z obleko, ampak kako slačimo notranjost, da vidimo, kaj vse se skriva. Ker čisto vsaka uspešna oseba, verjamte mi, da je še dokaj ranljiva. Zaradi tega bolj, ko je uspešna, več ran ima, zaradi tega, ker rabi več potrditve in zato tudi več dokazuje ljudem, da zmore. Druga zadeva, marsikatera ženska, tako kot jaz, je želela biti všečna okolici, ker če je okolica jo dobro sprejela, pomeni, vredna sem. Ampak to je tako fake, dobesedno. Zaradi tega, ker sreče vam nihče drug ne more prinesti kot vi sami sebi in vaša družina. To pomeni, ko jaz vidim moja srečna dva sinova, ko vidim čudovitega moža, ki se rad zabava z mano, ko mi vse pove, čisto vse pove, vse, kar se skriva v njegovi glavi, tudi dobre in manj dobre stvari, ko me tašča dobro sprejme, ko me moja mami vsak dan pokliče, moj brat, takrat vem, da je to sreča tudi zame, kar me sprejmejo točno takšna, kot sem. Ok, gremo še. Ne spusti preblizu ljudi, zato ker jo je strah, da bo izkoriščena, prizadeta ali pa da jo bojo bolje spoznali. Pa je to top rešitev za vas. Zakaj? Ker boste počasi z opazovanjem prišli tudi do tega, da boste same začeli govoriti. Gremo naprej. Marsikdaj se pri največjem opolnomočenju pozna, da ne znamo ločiti med osebnim in poslovnim življenjem. Vsaka poslovna ženska, sem prepričana, da ne da dela 4 ure, ona dela kvečemu več kot 8 ur. In za tistih 8 ur še potem razmišlja, tako kot jaz na dopustu, ne vem, hodim po moji potki, po njivicah in razmišljam, oh my god, kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo boljše, spomnim se na kako stranko, ker ženske imamo noter v sebi čustva, občutke. Ko pomislim na eno, vem, da je tudi ona pomislila name. Če ne zdaj, sigurno bo pomislila, ker mi se povezujemo skozi energijo. In če to energijo širimo, si predstavljate, my god, kak je ta svet lahko lepši. Ok, gremo pogledati naprej. Ne zna izraziti svojega mnenja. Včasih ga izrazim, potem ko ga izrazijo, boli, če je kaj preveč povedala. Tudi to se je treba naučiti. Vsako mnenje je dobro mnenje, če ga poveš iz srca. Ne glede na to, ali je to boleče, ali je to krasno. Pa ponovadi tudi iz bolečine se veliko naučimo. Vsaka bolečina nam da še samo en korak naprej. Dostikrat postavljamo druge na prvo mesto, preden postavimo sebe. Moški, pravi moški, bo vedno sebe postavil na prvo mesto. Poglejte me, tukaj sem. Prava ženska tudi. Možačasta ženska, prava ženska bo pa vedno želela postaviti druge, ni pa prav. Prav je, da postavi tudi sebe in da se zaveda, da ko je ona srečna, to srečo deli naprej. Ok, dostikrat je osamljena in predvsem je osamljena takrat, ko čuti neko bolečino, ko pride do kakršnekoli bolečine, gre noter sama vase, zelo težko zmagovalka ali pa rečemo zmagovalka išče odgovore, kriči, govori, kritizira druge, ampak vedno se bo poglobila najprej vase, kaj je naredila narobe in potem iz tega, kar je naredila narobe, potem reče, oh my god, kaj bi lahko naredila, da bi bilo bolje. In tlej se takoj navezujemo na en pomemben del, ki je tudi bil dosti časa moj del, ali zna postaviti svojo lastno vrednost. Včasih se zdi, da je samoumevno, da bi to drugi mogli videti, pa ni res.
Marsikdaj zna kdo bolje sebe prodati, kot pa tisti, ki je dosti več vreden. Ampak je prav, da se to nauči. Ampak ne more se naučiti, če noče postati brand. Jaz gledam tudi v moji prvi skupini, pa v moji drugi skupini. Imam ženske, ne mene slikati, ne, jaz nisem za to. V resnici si pa želi boljši posel, več strank, biti bolj prepoznavna. Ne gre skupaj, to je nasprotje. In potem spozna pri drugih, da bo tudi mogla ta korak narediti. Tako da vse tiste, ki mislite, kako lahko postanete opolnomočene, morate postati tako, da postanete lastna blagovna znamka. Tudi jaz sem blagovna znamka, vsak od nas je blagovna znamka, moj otrok je blagovna znamka. Samo od nas je pomembno, kako bomo razvijali to svojo blagovno znamko. Eni ne rabijo nič narediti, pa so jo že razvili. Ne vem, se tam pokažejo, mislim, nič ne rabijo narediti. So naredili že dosti kaj in oni lahko katerikoli posel delajo, bodo uspešni. Tako da, če bi bilo po moje, bi vsak od nas mogel najbolj razvijati lastno blagovno znamko. Seveda, kako se pa razvija lastna blagovna znamka, boste pa zvedeli na akademiji, ne kar tako. Dobro, in še, koliko oseb se tudi zgodi, da iščejo svoje poslanstvo. Iščemo. Res je tudi to, da marsikatera, ko pride k meni, potem ugotovi, kaj pa, če to ni moje poslanstvo, kaj pa, če je nekaj drugega, nič za to. Vse, veste, v življenju, ko se spreminjamo obdobja, se tudi spreminja naše poslanstvo. Jaz sem prepričana, da sem najprej mogla biti eno, pa sem mogla biti drugo, pa sem mogla biti tretjo, da sem lahko danes to, kar sem. In čez nekaj let, ker si res želim pisati knjige in samo hoditi na predavanja, ne, hoditi študentom predavati, tam ta 3. letnik faksa, zaradi tega, ker vem, koliko sem bila jaz zgubljena na faksu, ko nisem vedela, kaj bi, sploh nisem vedela, kaj naj delam, takrat želim, Čeprav bi želela, ne vem, da bi še to, da bi se način življenja uvajal že v osnovne šole, ampak jaz bom v 3. letniku faksa, bi pa želela jaz predavati. Ok, in potem opolnomočenje je tudi pomembno pri ženskah, ker uspešne ženske zelo dvomijo vase in konstantno kalkulirajo. A je to prav? Ali je to prav? A je to prav? Ali je to prav? Ali je to prav? Ali ono prav? To samo zaradi tega, ker imajo tako močen vzorec potrditve okolice, potrditve ljudi. Ali bom naredila tako, da bo drugim prav? Ni to prav. In če se spomnite, ko sem govorila, predtem sem šla na duhovno šolo, sem imela 3 dni ur nebes, oziroma je bil kar tak močen ur nebes s nama z Igorjem, ker sem se nazaj postavljala v vlogo menedžerke. In sem nekaj drugega videla. Tako sem si dala potrditev, da vse, karkoli sem naredila prav. In sem si kar breme dala dol. Sem rekla, oh my God, mogoče za nekoga nisem naredila prav. Ampak če tega ne bi naredila, ne bi naredili blagovne znamke. Če tega ne bi naredila, ne bi naredili takih prihodkov. Če tega ne bi naredila, ne bi šli na te trge. Če tega ne bi naredila, ne bi dobila teh ljudi. Evo, tako da. Vse, kar naredite, je prav. In meni je samo pomembno, da vztrajate pri svojih sanjah. In da veste, da ne morete delati čudovitih rezultatov, če ne naredite nekaj izjemnega. Ne morete biti povprečni, pa ocenjevati, da boste naredili nekaj izjemnega. Seveda, pa odločitve ne smejo biti preuranjene. Naj bojo preudarne, ker marsi za katero preuranjeno odločitev, oh my God, to sem tudi pisala kolumno, sem napisala, koliko napak človek naredi, koliko denarja zgubi po nepotrebnem, zato ker ne zna spoštovati mogoče denarja, zato naj bodo preudarne, ampak brez akcije, pa brez neke izjemnosti, da naredite, nažalost ne more biti presežka. Lahko ostanete samo povprečje. Ampak zato se na akademiji učimo, da smo blagovna znamka, da je treba stopiti ven iz cone udobja, da je treba narediti, paditi v bolečino, ne samo bežati, ampak paditi v bolečino, se sprejeti svoje starše in tudi narisati ta vision board. In ni vsaka stranka vaša stranka. Tudi jaz se zavedam, da ni vsaka stranka moja stranka. Tako da, zlate moje, jaz ne vem, meni je zelo lepo, jaz sem tako hvaležna, ker se mi tako lepo polni akademija, 3. akademija.
do 30 oseb mi je fajn sprejeti, več kot 30, zato ker tudi malo individualno jih potem vas malo bolj spoznam. Tudi lažje je delati s 30, zaradi tega, ker ene drugo potem lažje opolnomočijo. Seveda ni vedno lahko, to bi se marsikatera z mano strinjala od mojih ambasadork. Včasih reče, joj, imam težo, moramo dodelati. Včasih pa katera reče, toliko sem opolnomočena, da če ne bi bilo akademije, ne bi bila danes takšna, kot sem. Je pa definitivno marsikaj laže skozi akademijo. Tako da, jaz se veselim. Moja akademija je učenje za življenje in to so moje ambasadorke prišle do tega slogana. Pa ne moje ambasadorke, pa že na koncu postanejo prijateljice, postanejo sestre, ker vidijo, kako jim spremeni njihovo življenje. Tako da, drage moje, dajte se opolnomočiti. Komaj čakam, naslednji teden, še to naj povem, po ponedeljek greva z Igorjem 7-dnevno avanturo, motoristično avanturo po Dalmaciji. My God, kako lepo se bomo imeli. To je zdaj že drugo leto, ker človek se mora naučiti v 2 oblekah, v 2 dvojnih kopalkah, v ne vem čem, v najmanjši torbi preživeti en teden, ampak top, odlično, mislim, da je najboljši dopust. No, in naslednjo srečanje, ki se vam javljam, bom govorila o prijateljstvu. Srčno si ga želim izpostaviti, vendar danes se mi zdi to, predvsem, če želite eno drugo polnomočiti, ne mislite, da ste same, predvsem pa kaj prenehajte kritizirati, biti nevoščljive, soditi, zaradi tega, ker to ne sodi v ženski svet, oziroma v noben svet ne sodi. Bolj, ko boste znali sprejemati, oziroma bolj, ko boste se zavedali, da sodite koga drugega, sodite sebe. En čudovit večer vam želim, kjerkoli pa ste, ne glede na to samo vreme. Jaz mislim, da vreme je samo odvisno, vreme nam tudi iskreno govori, kakšni smo mi. Bolj, ko smo srečni, bolj je sončno, bolj, ko je neurje, bolj je neurje pri nas. In marsikdaj slišim, ko pravijo, da želijo rešiti zemljo, pa dej nehite reševati več zemlje, nehite reševati, rešujte sebe. Zemlja že vrsto, milijone in milijone let zna sebe rešiti. Vi rešite najprej sebe in ko rešite sebe, verjamte mi, da boste rešili tudi vse ostale okoli sebe, predvsem kar pa je, boste poskrbeli za to, kar ste prišli na ta planet. Učiti se, ljubiti, imeti radi. En lep večer vam želim, pa čudovit vikend.